Dobro jutro, en lep pozdrav z Rodosa. Soprogo sva se danes odpravila na jugozahodni konec otoka, kjer bova preverila nekaj lepih plaž in razvaline gradu v kraju Monolitos. Z avtom se bova najprej zapeljala do mesta Genadi, potem bova pa prečkala otok po širini na zahodno stran in se ustavila v kraju Monolitos. Ura bo 10 dopoldan, temperatura v avtu pa kaže že skoraj 30 stopinj Celzija. Plaže na zahodni strani otoka so mogoče malo bolj divje od tistih na vzhodu. To pa zaradi tega, ker je na Rodosu stalni zahodni veter, ki potem potiska morje in dela višje valove. Pa tudi sama obala je bolj strma in kamnita. Midva sva v teh dneh prepotovala že precejšnji del otoka, dejansko nam je ostal samo še ta jugozahodni kos. Jaz sem ga tudi nekaj prekolesaril. V glavnem lepa pokrajina, zanimiva, precej je otok poraščen, kljub temu, da je poleti zelo vroče. Očitno je precej studencev, dosti vode, kar omogoča bujno rast rastlinja in sadja. Če bo čas, bova šla pa popoldan še na skrajno južno točko otoka Rodos, kjer je plaža Prasonisi, zelo vetrovna, primerna za surferje in kajterje. Tukaj ob poti sva opazila eno lepo cerkvico, pa sva se na hitro ustavila, da jo greva pogledat. Saj ne, da bi bila ta cerkvica kaj posebnega, ampak hočem jo pokazati zaradi tega, ker jih je ogromno posejanih po celem otoku. Ta je prav taka tipična, kakor so tudi vse druge. No, super, zdaj gremo pa naprej. Drugače pa imamo čudovito vreme. Bral sem, da ima Rodos 300 sončnih dni na leto, julija in avgusta itak nobenega dežja. Tako da imamo vsak dan lepo modro nebo. Zdaj se pa že približujemo drugi strani otoka, se pravi na zahod, kjer se bo v kratkem pokazalo morje. Sva si kupila po poti na eni lokalni stojnici arašide s sezamom in medom, tako da bova zdržala do druge strani otoka. Za mano so razvaline gradu Monolitos, zraven je pa tudi ena manjša cerkvica, da se bova zapeljala z avtom tja dol in potem je treba premagati kakšnih 100 stopnic, da pridemo do razvalin. Imamo srečo, da se tle gor z morja dviguje nek oblak, ki je zatemnil sonce, tako da ni tiste najhujše pripeke. V sklopu gradu, sred ruševin, je tudi cerkvica Sveti Pantelejmon. Ja, od kompletnega gradu so dejansko ostale samo razvaline in še to del obzidja. Vsi ostali objekti ne obstajajo več. Na zemljevidu sva opazila, da je tukaj blizu ena plaža, ki se imenuje Forni, tako da se zapeljeva do nje in pogledava, kakšna je. Do plaže je 5 km take ceste. Ola, smo videli, to je bila plaža Forni. Lepa plaža, stisnjena noter pod skale. Ampak za moj okus jaz bi rekel povprečna, zdaj pa kregajte me, če nimam prav. Vidi se tudi, da je v Grčiji malo turistov, precej ležalnikov je bilo še praznih, neprodanih, pa tudi jaz sem dobil parkirišče v senci tik ob plaži. Prvošla sva si eno grško kavico, zdaj je pa čas, da greva naprej in si poiščeva nekaj za kosilo. Karisto? Παρακαλώ.
Prej od spodaj v dolini sem videl eno lepo vasico, ki bo sigurno imela kakšno pristno domačo taverno. Hola, tako sva fajn pojedla v tej taverni. Imela sva tzatziki, to je v bistvu ovčji jogurt pomešan s koščki kumar in pa začimbe. Potem sva imela musako, pastičo, dolme. Dolme so nekaj tazga kot sarme, samo da je tisto mleto meso zavito v liste od vinske trte. Pa sva imela grško solato, 2 kosa lubenice, v glavnem super okusna hrana. Vse skupaj je bilo 30 €. Zdaj sva na poti proti enemu umetnemu jezercu. Tukaj pa lahko vidite, kako izgledajo strašila na njivah za buče. Predvsem so to strašila proti pticam, ker so njive sicer ograjene, tako da divjad in pa koze ne pridejo blizu. Tako, pa sva uspela priti do tega jezerca, luštne, lepe, zelene barve. To so taki momenti, ko meni polepšajo dan. Zdaj pa po kosilu v naselju Apolakija se zapeljeva še teh par 100 metrov do njihove lokalne plaže in vidimo, kakšna je. Ja, plaža je zelo lepa za videti, ampak prav priljubljena pa najbrž ni, ker ni niti enega človeka v bližini. Zanimiva kamnita plošča se nariva tle na plažo. Moram reči, da mi je zelo všeč, zelo lepa plaža, malo manjka, pa bi se šel vršt v vodo. Tukaj v bližini je še ena plaža, ki se imenuje Limni, tako da se na hitro zapeljeva in pogledava, kako izgleda. Tle čez plažo je treba iti po vodi, zato ker je pesek na suhem nenormalno vroč. Kakšni lepi kamenčki so. 100 različnih barov. Ja, moram pohvaliti, Limni je pa res lepa plaža. Sploh s to kamnito ploščo, ki oddaleč izgleda, kakor da so čeri. Naredi en tak poseben efekt med samim morjem in pa peskom, ki ga ima plaža. Ja, Limni plaža. Tukaj se grem pa jaz vršt v vodo. Super, fajn, prav paselo je se malo ofrišati. Zdaj je pa čas, da se odpraviva proti najbolj južni točki otoka Rodos. Takole, pa sva na plaži Prasonisi. To je najbolj južna točka Rodosa. Raj za surferje in kajterje, zato ker pihajo zelo močni vetrovi. Zdaj jaz grem dol na jug, čist dol na tisti repek, dokjer je možno iti. Krasna lokacija, vse polno surferjev in kajterjev. Zdaj je oseka in se zdi, da bi lahko šel peš na sosednji otoček, ampak seveda to ni izvedljivo. Čarobna lokacija je tukaj. Človek bi lahko ure in ure opazoval in meditiral zraven. Zdaj me čaka pa še kakšen slab kilometer gor do parkirišča. Lahko bi rekel, da jih je na stotine. Na plaži Prasonisi bom jaz zaključil današnji izlet. Super sva se imela, ogromno stvari sva videla, zdaj se pa odpravila v apartma. To je bil danes en čudovit dan. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!